Sicer pa konflikt na Bližnjem vzhodu bo, kot vse kaže, vplival tudi na pomladno sezono potovanj. Povpraševanje sicer ne upada, brniško letališče napoveduje nove povezave in krepitev obstoječih, a zaradi dražjega goriva in daljših poti rastejo tudi cene letalskih vozovnic. Negotovo namreč ostaja dobava goriva in že se je odzval tudi direktor enega najbolj priljubljenih nizkocenovnikov Ryanaira. Koliko letov bodo odpovedali, če se bo vojna na Bližnjem vzhodu nadaljevala? Leja Hrovat. Čeprav nas do prvomajskih praznikov loči še slab mesec dni, nekateri že dobro vedo, kje jih bodo preživeli. Banjol ali Pula, tam nekje ne preveč daleč, cene bencina bodo rasle. Toplice. Jaz mislim, da sem na Hrvaško na more, tako malo s avtom. Ja. Opažamo nekako letos še dodatno povpraševanje po celotni Evropi v tem času, predvsem prvomajskih praznikov. Dejansko pa naši potniki potujejo na vse kontinente sveta. In če bo med prvomajskimi počitnicami časa zmanjkalo, Bomo šli za poletne počitnice na Japonsko pa v Korejo. Greva na Menorko junija z možem, z letalom, če bodo vozili, ne. To bomo pa še videli, kaj bo. Karte so kupljene. Mnoge letalske družbe so od začetka konflikta zaradi podražitev goriva napovedale podražitve vozovnic ali odpovedi letov. Pogovarjamo se tam nekje med 25 do 30% cene vozovnice, groba cena goriva. Tako da letalsko gorivo sicer vpliva na ceno, vendar pretežno vplivajo algoritmi in povpraševanja. Na letalske.si opažajo, da je manj povpraševanja po potovanjih izven Evrope. Zelo slabo je tudi zanimanje za Ameriko, kar je, kot pravijo, rahlo presenečenje, saj svetovno prvenstvo v nogometu ponavadi povpraševanja pritegne že zelo zgodaj. In če prvi mož nizkocenovnika Ryanair pred 2 dnevi zaloga goriva takole: At the moment we're reasonably certain there'll be no disruption in supply until about the middle of May. And obviously we would hope this war will finish before the end of April, and then I think the risk of disruption will go away. Včeraj pa za irsko televizijo ITV jasno, če se bo vojna maja in junija nadaljevala, Ryanair razmišlja o odpovedi od 5 do 10% poletov do maja, junija in julija. Krizni načrt je sporočila tudi letalska družba Lufthansa, ki bo prizemljila 40 svojih letal oziroma 5% zmogljivosti družbe. I think we try to travel close to Norway rather than far away. So, yeah, Slovenia is perfect for us right now. Nikamor letos ne planiram iti, ponovadi gremo pa kam z avionom. Letos pa malo čudna situacija. Kaj se bo dogajalo čez poletje, bomo videli poleti. Mislim, da to nišče od nas zares ne ve. Dviganje panike je povsem neumestno. Kot je še povedal, se sicer letalske vozovnice kupujejo po različnih tarifah. Poletna sezona pa je sezona potovanj, zato je, kot pravi, običajno, da cene rastejo.